Drage dijakinje in dijaki, lepo pozdravljeni v naši družbi. V zadnjem letu ste gotovo tudi sami razmišljali o izzivih prihodnosti. Ne samo o vaši odločitvi za izbiro študija, temveč tudi o tem, kako organizirati družbo tako, da bo razvoj znanosti koristil vsem ljudem, zavaroval okolje, v katerem živimo, ter obenem omogočil dolgoročni razvoj človeške družbe. To je mogoče samo s trajnostnim razvojem na vseh področjih delovanja. Mnoge od teh izzivov naslavljamo na naši fakulteti, na FERI. Naj jih izpostavim samo nekaj. Pametne skupnosti in obnovljivi viri, avtonomne in povezane stvari, hiperavtomatizacija, e-mobilnost, umetna inteligenca, distribuirani podatki in varnost, super zmogljive telekomunikacije, nadgrajena in navidezna resničnost, medijska produkcija in vizualna komunikacija. Pred vami je odločitev, ali boste sprejeli izziv in nam pomagali na poti v boljšo prihodnost. Na FERI ponujamo 6 študijskih programov. Vsak od njih podaja ključne kompetence za spopadanje z izzivi sedanjosti in prihodnosti. Vsi študijski programi so izjemno kakovostni, saj vam bodo ponudili odlične osnove za bodoče inženirsko delo. Študijski programi imajo tudi nekaj skupnih vsebin in tudi nekaj skupnih predmetov, pri katerih se boste naučili algoritmičnega razmišljanja. Se pa študijski programi med seboj tudi pomembno razlikujejo, kar najlažje preverite tako, da pregledate predmetnike. Ob vpeljevanju specifičnih vsebin se na posameznem študijskem programu dodatno in bolj poglobljeno naslovijo tudi izbrane skupne vsebine. Zato vsem priporočamo, da si ogledate predstavitve več študijskih programov. In prepričani smo, da boste z našo pomočjo pod prvo željo uspeli izbrati zase najprimernejši študijski program. Vemo, da bo za marsikoga odločitev težka. Zato svetujemo, da tudi pod drugo in tretjo željo vpišete študijske programe FERI, med katerimi se trenutno odločate. Sledi kratek pregled študijskih programov. V prvem letniku elektrotehnike študenti pridobijo osnovna temeljna znanja z področja elektrotehnike. V drugem se razdelijo v 3 smeri, kjer se naučijo načrtovati, simulirati, razvijati domensko specifične rešitve. Na smeri avtomatika in robotika se posvetijo regulacijam, teoriji sistemov, senzorjem, industrijskim krmilnikom in robotiki. Na smeri elektronika se naučijo načrtovati elektronska vezja, obdelovati signale, podrobno spoznajo digitalno tehniko in vgrajene sisteme. Na smeri močnostna elektrotehnika študenti do največjih podrobnosti spoznajo elektroenergetiko ter električne in elektromagnetne naprave. Na študijskem programu mehatronika študenti pridobijo splošna znanja z področja mehatronike, kot tudi specifična znanja z področja elektrotehnike in strojništva. Velja poudariti, da je to edini študijski program mehatronike v Sloveniji, ki se izvaja v sodelovanju 2 fakultet. S fakulteto za strojništvo zelo dobro sodelujemo. Naši diplomanti pa so s pridobljenimi znanji sposobni snovati visokotehnološke mehatronske naprave in kompleksne postroje, kot so robotski in avtonomni mobilni sistemi ter električna vozila. Študijski program telekomunikacije podaja kompetence na področju, ki je trenutno eden izmed najpomembnejših stebrov družbe – prenosu podatkov na daljavo. Prihodnost je brez dvoma povezana. Vedno pogosteje se z uporabo sodobnih komunikacijskih omrežij in mobilnih tehnologij povezujejo tudi naprave v tako imenovanem internetu stvari. Telekomunikacijske storitve predstavljajo tudi temelj inteligentnih okolij. Študijski program računalništvo in informacijske tehnologije pokriva področja programiranja, algoritmov, operacijskih sistemov, programskih jezikov, navidezne resničnosti, računalniških iger, računalniške grafike, zmogljivih in porazdeljenih računalniških sistemov in ostalih ključnih tehnologij za razvoj sodobnih rešitev. V višjih letnikih se učne enote združujejo v okviru izbranih projektov, ki naslavljajo posamezne sodobne tehnologije. Pri študijskem programu informatika in podatkovne tehnologije je poudarek na programiranju, podatkovnih bazah, spletnih in oblačnih tehnologijah, agilnem razvoju, kibernetski varnosti ter sistemom za podporo odločanju. V 3. letniku študenti visokošolskega študija izbirajo med smerema sistemska podpora ITK in razvoj informacijskih sistemov.
Študenti univerzitetnega študija v 3. letniku izbirajo med smeroma informacijska varnost in informacijski sistemi. Na pomembnost kibernetske varnosti smo opozorjeni vedno pogosteje, mar ne? Študijski program medijske komunikacije združuje multidisciplinarna znanja, ki omogočajo kakovostno predstavitev delovanja družbe. Študenti pridobijo raznolike kompetence in znanja o delovanju medijev, grafičnem oblikovanju, dinamičnih in multimedijskih vsebinah, oglaševanju in odnosih z javnostmi. Spoznajo tehnologije in tehnike za audio in vizualno produkcijo ter računalniško podprta orodja za ustvarjalno delo na spletu, v aplikacijah ali drugih okoljih. V 2. letniku študenti izbirajo med smerema medijska produkcija in vizualna komunikacija. Vsi študijski programi vključujejo tehnologije prihodnosti, so projektno orientirani in omogočajo študentom sodelovanje z industrijo in raziskovalno delo. Širina področij FERI omogoča sodelovanje pri interdisciplinarnih tehnologijah, kot so spletne storitve, strojno učenje in umetna inteligenca, ki vedno pomembneje prispevajo k iskanju odgovorov na vprašanja človeštva. So študijski programi sedanjosti za izzive prihodnosti. Ali ste se že kdaj vprašali, kaj pomeni beseda inženir? Sestavljena je iz besede ingenium, bistrost, in ingeniare, izumiti nekaj. Inženirji so bistri ljudje, ki so dovolj drzni, da v problemih vidijo predvsem izzive, rešujejo jih z uporabo znanstvenih spoznanj in upoštevanjem ostalih realnih okoliščin. Za inženirje je služba zabava, igra, v kateri s svojimi kompetencami prispevajo k napredku družbe. Univerza v Mariboru je raziskovalna univerza. FERI je največja in raziskovalno najuspešnejša fakulteta v regiji. V zadnjem obdobju so se raziskovalna sredstva povečala za več kot 5-krat. Zaposlujemo 318 sodelavk in sodelavcev, od tega je 198 pedagoških delavcev, večina ostalih je raziskovalcev. Prav vsi pedagoški delavci so tudi raziskovalno aktivni. Ustvarjamo novo znanje, ki ga z zelo uspešnim sodelovanjem z gospodarstvom prenašamo v prakso. Na osnovi ustvarjenega in pridobljenega znanja ter izkušenj pa prav vsako leto posodabljamo vse študijske programe in pristope k delu s študenti. Pri izobraževanju inženirjev je poudarek na delu v skupinah z vrhunsko opremo. Uporabljamo sodobne učne metode s poudarkom na razumevanju, ne pomnjenju. Pridobite temeljna, strokovna in praktična znanja. FERI je znan po tesni povezanosti z gospodarstvom. Tako lahko naši študentje dostopajo do več kot 250 podjetij za upravljanje praktičnega usposabljanja. Načrtujemo tudi pomembne naložbe v pedagoško in raziskovalno opremo, dodatne, sodobno opremljene prostore in ostalo infrastrukturo za vrhunsko delo. Izredno ponosni smo tudi na to, da se povečuje delež deklet, ki se odločajo za naše študijske programe in so pri tem izredno uspešne. Se je že pripetilo, da so bile najuspešnejše diplomantke prav na vseh stopnjah študija v istem letu. Krepi se tudi ženski del ekipe FERI. Morebiti v prihodnosti postanete prav vi naša nova sodelavka. Sprejmite izziv. V življenju ni pomemben le cilj. Pomembna je tudi pot. Tako je tudi na FERI, kjer lahko dosežete najvišjo izobrazbeno raven, trenutno pa je pred vami odločitev o vpisu na prvo stopnjo študija. Vse, ki načrtujete nadaljevanje izobraževanja na drugi stopnji, imate raziskovalno žilico in željo razvijati nove rešitve, vabimo, da se odločite za univerzitetni študijski program. Visokošolski študijski program je naravnan bolj aplikativno. Po vseh stopnjah študija pa so naši diplomanti zaposljivi na dobro plačanih delovnih mestih. Na univerzitetnih študijskih programih študenti pridobijo temeljna znanja in se jih naučijo prenesti v prakso. Z uporabo inženirskih metod razvijajo nove rešitve. Na univerzitetnem študijskem programu elektrotehnika študenti opravijo tudi 4 tedne usposabljanja v podjetju ali raziskovalni organizaciji. Na visokošolskih strokovnih študijskih programih je več strokovnih predmetov, ki študentom omogočijo nadgrajevanje obstoječih rešitev ter uspešen prehod v strokovno delovno okolje. Pri vseh visokošolskih strokovnih programih praktično usposabljanje v podjetju poteka 9 tednov.
Na univerzitetnem nivoju nudimo vse navedene študijske programe, na visokošolskem nivoju pa je ponudba nekoliko manjša. Podrobnejše informacije lahko pridobite z obiskom spletne strani informativni-feri.um.si, kjer lahko ogledate predstavitve študijskih programov in se virtualno sprehodite po delu fakultete. FERI prepoznava internacionalizacijo kot izredno pomembno za razvoj družbe. Vsi naši študentje pa lahko opravljajo del študijskih obveznosti in praktičnega usposabljanja v okviru študijske izmenjave Erasmus+. FERI je izredno zanimiv tudi za tuje študente, tako da boste deležni medkulturnega stika tudi, če ne prečkate državne meje. Zadostuje že vpis na FERI. Študentski dosežki so ogledalo našega dela. Na vse uspehe naših študentov smo izredno ponosni. So kot sklicevanje drugih raziskovalcev na tvoje raziskovalne dosežke. Na tej prosojnici navajamo zgolj najbolj izpostavljene dosežke zadnjega obdobja. Uspehov naših študentov je še mnogo več in prav na vse smo ponosni. Odločili smo se, da izpostavimo zgolj eno tekmovanje. Študentsko tekmovanje IEEE Regije 8 je eno izmed najprestižnejših tekmovanj, saj je to največja svetovna regija, ki vključuje Evropo, Rusijo, Afriko in Bližnji vzhod. FERI na tem tekmovanju praktično serijsko zmaguje. Tekmovanje je najprej na nacionalnem nivoju, najboljši predstavniki Slovenije pa se nato udeležijo mednarodnega dela tekmovanja. Na sliki je kolega prodekan Vili, ki je bil dijak srednje poklicne šole Serš. Zmagal je leta 1999. Nato pa je bil mentor Luciji, ki je bila dijakinja druge gimnazije Maribor in je zmagala leta 2017. Zmagali smo tudi v letu 2020. Kristjan, Pija in Urban so bili dijaki Tehniške gimnazije Novo mesto, že v drugem letniku univerzitetnega študijskega programa na FERI pa so pometli z vso konkurenco. Pri tem velja opozoriti, da na tem tekmovanju lahko sodelujejo celo tisti, ki so v zadnjem letu zaključili drugo stopnjo študija. Izobražujemo za najbolj perspektivne poklice. Preverite poklicni barometer, kjer boste videli, da so prav vsi poklici, za katere izobražujemo na FERI, deficitarni. Po dodatnem razmisleku o svojih željah, pa vse študijske programe FERI, ki so vas pritegnili, zapišite kot želje v prijavi za vpis. Na FERI s študenti gojimo dobre človeške odnose, po čemer smo še posebno poznani. To potrjujejo tudi komentarji študentov, ki so študirali na različnih univerzah doma in po svetu. Pozdrav brucem zato vedno izvedemo osebno, s sprejemom na FERI. Ko je to mogoče, smo veseli vrveža na fakulteti, a sprejem izvedemo tudi v izjemnih pogojih. Tudi če je treba sprejem izvesti s 6 ponovitvami, maskami in ustrezno razdaljo. Prisluhnili smo tudi skrbem dijakov, zato izvajamo uvajalne seminarje za bruce. Skrbi, da gimnazijcem primanjkuje strokovnih znanj, dijakom poklicnih šol pa temeljna znanja iz matematike in fizike so odveč. Pomembna je motivacija in pripravljenost na delo. Za drugo bomo poskrbeli zavzeti sodelavci in študentje tutorji, ki nudijo tudi vsebinsko tutorstvo kar pri 18 predmetih. Z dobrim sodelovanjem in vzajemno pomočjo boste do drugega letnika poskrbeli za vse morebitne primanjkljaje. Največ bo odvisno od vaše zavzetosti. Mi vam bomo brez dvoma stali ob strani. Mladi prepoznavajo zavzetost sodelavcev in odličnost FERI. Od leta 2016 se je število študentov povečalo iz 1633 na 2253 aktivnih študentov v študijskem letu 2021-2022. Verjamemo, da bo vaša generacija pokazala, da zmoremo še več in bolje. Dobrodošli na FERI.